Odsvojil sem vrednostne papirje, druge deleže ali investicijske kupone. Vsaka fizična oseba, ki je v preteklem letu odsvojila vrednostne papirje in druge deleže ali investicijske kupone v Sloveniji ali v tujini, mora do 28. februarja na svoj pristojni finančni urad oddati napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov. Ali ste lani opravili več kot 10 transakcij? Zavezanci morajo napoved vložiti v elektronski obliki preko sistema e-davki, če so opravili več kot 10 transakcij, pridobitev in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu. Zavezanci, ki so opravili do 10 obdavčljivih transakcij istovrstnega kapitala, pa lahko napoved oddajo na obrazcu preko sistema e-davki ali v papirni obliki. Dobiček ali izguba? Napoved je treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo. Se pa ob prodaji večjih delnic v istem koledarskem letu lahko izguba in dobiček v določenih primerih pobotata. Za delnice, ki so pridobljene s certifikati lastninskega preoblikovanja, se napovedi ne vlaga. Prav tako se ne vlaga napovedi zaradi prodaje obveznic. Plačilo davka. Na podlagi napovedi izda davčni organ odločbo o višini odmerjene dohodnine od dobička iz kapitala do 30. aprila. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe. Dobički iz kapitala se ne vključujejo v letno dohodninsko osnovo. Davčna osnova od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Stopnja davka znaša 25%, znižuje pa se vsakih 5 let imetništva kapitala na 15%, 10% in 5%, pri čemer se dohodnine ne plača po 20 letih imetništva. Nabavna vrednost kapitala ob pridobitvi se poveča za 1% normiranih stroškov, prav tako se vrednost kapitala ob odsvojitvi zmanjša za 1% normiranih stroškov. Kako oddam napoved za dobiček iz kapitala? Obrazec lahko zelo enostavno oddate elektronsko preko sistema e-davki brez digitalnega potrdila, registrirate se z uporabo uporabniškega imena in gesla ali z digitalnim potrdilom. Papirni obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na generalni in posebni finančni urad. Pomni, dobiček mora napovedati tudi mladoleten otrok, če je izplačan na njegovo ime. V takšnih primerih vlogo podpiše eden izmed staršev. Za delnice, ki so pridobljene s certifikati lastninskega preoblikovanja, se napovedi ne vlaga.